Počutim se tako, počutim se tako, počutim se tako, počutim se tako. Počutim se tako jezno. Volk Val. V mirnem borovem gozdu, polnem visokih dreves in pojočih ptic, so živeli trije volčiči: Vinko, Val in Vita. Njihovi starši so lepo skrbeli zanje in so jih učili življenjskih modrosti. Naš junak, volkec Val, je bil najzahtevnejši mladič. Težko ga je bilo poučevati o čemerkoli, saj se je pogosto razjezil, kadar mu kaj ni bilo všeč. Val, poslušaj strica Krisa. Zakaj si tako nemiren? Ne morem, lačen sem. Vsi smo lačni, še malo potrpi. Kmalu bomo jedli. Bodi priden in pojdi do tete. Tamle za drevesom je. Komaj čaka, da te vidi. Če ne hočem, lačen sem in ne morem več držati. Val je v silni jezi šapa udaril drevo. Ena izmed vej bi skoraj padla na strica. Vsi so se začudeno obrnili proti Valu, ki je zardel od sramu in v zadregi hitro stekel stran. Čakaj, Val, kam pa greš? Val je odhitel do svojega brloga. Prav res ne vem, zakaj sem tak. Predal se je otožil, mama pa je pripravila večerjo. Kuc, nekaj imam za enega lačnega volka. Nisem več lačen. Mama je vstopila in ga pobožala po glavi. V redu je, srček. Jeza je pomembno čustvo, povsem naravna emocija. Pomembno je, da se naučimo odzvati na njo in da razumemo, zakaj jo je sprožilo. Ampak zakaj sem edini, ki se tako burno odzove na jezo? Srček, ne primerjaj svojih reakcij in čustev z reakcijami drugih. Različni smo si in različno reagiramo. V tem je lepota življenja. Pomembno je, da se naučiš nadzorovati svoje čustva. Lahko ti svetujem, kako, ali te poskušam usmeriti, ampak največ se boš naučil z izkušnjami. Že vem, jutri pojdite z bratom in sestro v gozd. Na vašo prvo samostojno pustolovščino. Morda se boste skupaj naučili kaj novega, kaj koristnega. Morda boste ugotovili, da so vsa različna čustva pomembna. No, prav. Bomo videli. Naslednjega dne so se volčiči odpravili v gozd. Val in Vinko sta se iz leta veselila, Vita pa je z vsakim novim korakom v neznano postajala bolj zaskrbljena. Fanta, ne vem, če želim nadaljevati. Morda bi lahko šli raje nazaj domov. Kaj pravite, ha? Mislim, če res želite, lahko pustolovščino nadaljujemo, ampak ta gozd je poln nevarnih živali in skritih kotičkov in... Daj, no, sprosti se, vse bo v redu, kompliciraš brez razloga. Spet si jezen? Nisem, samo nočem se vračati domov zaradi tvojih trapastih težav. Zakaj si vedno tako jezen? Nenadoma so zaslišali glas sove. Hej, vi, malčki, kaj pa tako pijete? Hej, sova! Naš jeznoritež se spet jezi, nič novega. Dobro si to rekel. Jeznoritež, zakaj pa se tako jeziš? Starši so nam končno dovolili, da sami raziščemo gozd, pa se je Vita prestrašila in išče težave. Ne pa ne, samo zaskrbelo me je. Dobro, počasi. Kaj pa je cilj te vaše pustolovščine? Da se skupaj naučimo soočati z izzivi. In mislim, da ima vsak od nas tudi svojo težavo, s katero se mora naučiti spoprijemati. Zanimivo. Torej, jeznoritež ima verjetno težave z izražanjem čustev. Ja, točno tako. Saj najbolje, da grem domov, tako in tako samo povzročam težave. Hej, ne odhajaj! Čakaj, ostani z nama. Dragi jeznoritež, ne smeš bežati pred sabo. Moraš se soočiti samim seboj. Ne glede na to, kako težko ali neudobno ti bo, moral se boš soočiti s svojimi čustvi. Daj, poskusi tole. Globoko vdihni in sprejmi vse, kar zdaj občutiš. Val je zaprl oči. Nato počasi globoko vdihnil in izdihnil ter to nekajkrat ponovil. Začutil je, kako se je njegovo telo sprostilo in kako so se misli umirile. To mi je pa res pomagalo. Vidiš, zdaj, ko si pomirjen,
Pomisli, kako si se malo prej odzval. Je groba reakcija primerna, kadar se kdo česa boji? Kako bi se ti počutil, če bi te bilo strah, pa bi ti bližnja oseba jezno rekla, da pretiravaš in povzročaš težave? Ojoj, ne bi se dobro počutil. Val je sprevidel, da je zanemaril Vitina čustva in da je njegova reakcija le povečala njen strah in njeno negotovost. Sestrica, oprosti. Vem, da včasih burno reagiram, bom poskusil to spremeniti. Danes sem se naučil, da moram upoštevati tudi čustva drugih in ne smem misliti le na svoje želje. Opravičilo sprejeto. Vinko in jaz sva tu zate in ti bova pomagala, da boš lažje izražal svoje misli in čustva. Žal mi je, da včasih ne razumeva, zakaj se jeziš. Ja, veva, da tistega, kar izrečeš v jezi, ne misliš resno, a besede bolijo. In veva, da tudi midva lahko kdaj tako prizadaneva tebe. Zato se bomo danes morali skupaj naučiti, kako pravilno izraziti svoja čustva. Vse od sreče do nezadovoljstva in seveda tudi jeze. Vsi se moramo naučiti še zelo veliko. Ampak nam bo zelo lažje, če se učimo vsi skupaj. Tako je! Joj, hvala vama, najboljša sta. Volčiči so se zasmejali in se tesno objeli. Bravo! Tako se rešuje nesoglasja. S pogovorom, poslušanjem in medsebojnim razumevanjem. In zdaj? Ste zdaj pripravljeni na pustolovščino? Pojdimo! In tako so se trije volčiči odpravili naprej po poteh svoje gozdne avanture. Sledili so stezicam, preskakovali ovire in raziskovali neznane kotičke. Kmalu pa so naleteli na nepričakovano prepreko. Preko poti se je vila reka. O ne! Kako bomo zdaj prišli preko? Morda bi lahko našli kakšno pot, ki pelje naokrog. Nimamo časa, takoj moramo najti rešitev. Ne se predati tako zelo hitro, Val. Spomni se, o čem smo govorili. Poiskali bomo rešitev. Potrebujemo načrt. Tako je, Vinko. Val, moral boš sprejeti dejstvo, da je življenje polno preprek in da je edina stvar, ki jo lahko nadzoruješ, tvoja reakcija nanje. Se strinjam, na nekatere stvari ne moremo vplivati, na svoje odzive pa lahko. Oprostite, potreboval bom nekaj časa, da se bom naučil izražati svoje čustva. Val se je umiril in dobro razmislil o težavi. Družba, mislim, da imam zamisel. Morda bi lahko poiskali nekaj vej in preko reke zgradili most. Odlična zamisel! Volčiči so hitro našli odpadlo vejo, ki je bila dovolj dolga, da jim je lahko služila kot most. Dobro, zdi se mi, da bi načrt lahko deloval. Vinko, Vita, pomagajte mi jo položiti. Stopili so skupaj in s skupnimi napori uspeli postaviti vejo. Zelo so bili ponosni nase. Tako, most je postavljen. Zdaj lahko končno prečkamo reko. Bravo, ekipa! Pokazali smo, da skupaj zmoremo premagati vsakršno prepreko. Tako je, zdaj sem pripravljen na soočenje z vsemi izzivi, ki me čakajo. Tako, današnja lekcija je končana. Srečno na vseh poteh, mladiči! Preko poučne igre in medosebne opore so se volčiči naučili, da je življenje potovanje polno izzivov in polno sreče. Ko so še naprej skupaj raziskovali gozd, so ugotovili, da so njihove največje zmage tiste, ki jih dosežejo skupaj. Ko se podpirajo, se soočajo s svojimi čustvi in se spoprijemajo z vsemi ovirami, ki jim prekrižajo pot.